Veseli me, da so te nagrade Orion prerasle v nek tak dogodek, ki je pomemben za vse ustvarjalce. Vidimo, da je udeležba iz leta v leto večja, nagrade so odmevne, nagrajenci jih vzamejo kot referenco in kot spremljamo v teh intervjujih potem skozi celo leto, tisti, ki dobijo nagrado, se radi pohvalijo, da so dobili nagrado. Zdaj dejansko moram reči, da je to nekaj najlepšega, kar se zgodi filmskim ustvarjalcem, po eni strani zato, ker je to lepa priložnost za druženje, po drugi strani pa tudi, da se nekako konec leta potegne črta in da vidimo, kdo so bili tisti izdelki, ki so res presegali številna pričakovanja, nekako podirali rekorde in mislim, da je tudi pravilno, da se jih nagradi na taki veličastni prireditvi, kot je danes. Glede na to, kako mala država smo in vidimo, da ni te neke kritične mase, so take nagrade seveda nek dokaz, da je scena živa in neko priznanje našega vloženega truda in nek odziv na ta naš vložen trud in v bistvu vliva življenje za naslednje in moč za naslednje projekte. Ustvarjalci se ukvarjamo dneve, mesece, leta in leta, da ustvarimo nekaj, kar vi vidite, ne vem, 50 minut ali pa uro in pol na velikem platnu. Tako da veliko ustvarjalnosti, mislim, da je to pogon vsake družbe. Brez kulture, brez umetnosti ni niti dobrih idej in seveda vsi skupaj moramo sodelovati na tem projektu, ki se mu reče življenje. Vsako leto, zdaj je bilo tretje zapored, iščemo izdelke, ki v poplavi tega iskanja pozornosti kažejo nekaj več, nekaj, da potem ostane, neka avtorska drznost, kaj izvirnega. In je vsako leto res tega tako zelo veliko. Ne bom rekla, da imamo težko delo, ker vsi blazno uživamo v tem. Se pravi, žiri smo si pogledali okrog 40 študentskih filmov. Ti filmi so bili neki iz Slovenije, ampak tudi slovenski študenti študirajo po raznih koncih Evrope in sveta, tako da je bilo zanimivo to videti. In tudi zelo različni so zvrsti pa formati, od animiranih, dokumentarnih, televizijskih del in tako naprej. Vse nagrade, ki jih podeljuje AIPA, tudi nagrado Žareta Lužnika in Butenskale, se mi zdijo zelo pomembne, ker govorijo o kakovosti, ne govorijo o mainstreamu, ne govorijo o tem, o tej lahkotnosti nekega dela, ampak tudi o teži, o avtorskem pristopu, o kvaliteti, o vsebini, o raznoraznih ravneh bivanja človeka.